Na dan tekme številka 4 v Turčiji se je mariborska odprava prebudila v deževno jutro z močnim vetrom, visokimi valovi, ki so zalivali kopno. Belek je zajel ciklon in strokovni štab je moral spremeniti delovni načrt. Ob neurju ni bilo mogoče na igrišče, tako da je dopoldanska vadba potekala v dveh skupinah v fitnesu. S precejšnjo negotovostjo se je pričakoval tudi popoldanski termin tekme proti ekipi Škendije, ki je bila ob prvem jutranjem pogledu skozi okno skoraj odpovedana oziroma preložena na naslednji dan. Toda razmere so se čez dan umirile in šlo je izpeljati načrtovano preizkušnjo. Malo smo čudno gledali, res je bilo vse temno, pa veter je pihal, pa pogledali smo na morje, valovi, res mislili smo, da bo tekma odpadla, kakor je izgledalo. Sam na koncu po 1-2 urah se je vreme zvedrilo in sonček posijal. Po napovedih so v vijoličasti ekipi dobili priložnost igralci, ki so v prejšnjem dvoboju manj igrali. Preostali so v tem času na sosednjem igrišču opravili trening. Na glavnem terenu je bilo kar živahno, čeprav je ostalo pri rezultatu 0-0. Najprej velja omeniti akcijo, ki jo je po podaji Lesjaka pripravil Berič. Ob posredovanju branilcev do žoge Črnic v akcijo se je vrnil Berič, po podaji v sredino priložnost za udarec Lesjaka, tudi žoga v obrambni blok. Prva resnejša grožnja makedonskega prvaka se je končala le nekaj milimetrov od cilja. Po predložku Taipija v kazenski prostor je Emini zadel prečko. V nadaljevanju akcije do žoge Alomerov, vendar se je z uspešnim posredovanjem izkazal Radan, Vidovič pa dokončno odpravil nevarnost. V naslednjem poskusu se je žoga znašla v makedonski mreži, a je bil zadetek razveljavljen. Po akciji in podaji Črnica z leve strani je Berič v 5-metrskem prostoru potisnil žogo mimo vratarja Jovanovskega. Sodniki so označili ofsajd. Tudi v nadaljevanju tekme je bila podjetnejša ekipa v vijoličastem, žoga pa ni hotela čez golovo črto. Dvakrat je zadetek preprečil okvir gola. Prvič, ko je v kazenskem prostoru in po podaji Črnica do zaključka skušal priti Lesjak. Žogo je pred njim izbil Miškovski, skotalila se mimo vratarja, na poti proti mreži pa je zadela vratnico. Sreča je bila naklonjena makedonskim prvakom tudi v tej akciji. Ko je po predložku Črnica Jelič z glavo dobro nameril proti levemu kotu, žoga je potovala proti mreži, a je namen preprečila vratnica. Prav v zadnjem napadu pa se je izkazal še vratar Veliji, ki je ubranil udarec ploja in ostalo je pri razpletu brez golov. To je naša prva tekma, za nekaterega smo igrali 90 minut. Poznalo se je, da po dolgem času ne moreš dati tisto, kaj si zmožen med sezono, recimo, ne. Ampak vem, da bomo iz tekme v tekmo boljši, bolj pripravljeni. Sedaj smo seveda tudi sredi najtežjih priprav in videlo se, da nismo najbolj sveži, tako da, tako sem rekel, verjamem, da bo iz tekme v tekmo boljše, ne. Ja, mislim, da smo nič celo tekmo boljši, nasprotno, da se to je videlo, ker smo imeli dosti več priložnosti kot oni. Vendar pa nam je še vseeno zmanjkalo nekaj tistih zadnjih pasov, malo več natančnosti v napadu in mislim, da bi lahko to tekmo zmagali. Nova tekmovalna preizkušnja sledi že v sredo ob 16. ko bo v Beleku čas za dvoboj NK Maribor Jiangsu, kitajsko prvoligaško ekipo, ki se je pridružila pestri druščini več kot 1000 klubov na pripravah v Antaliji.